Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o 10 korakih ljubezni do sebe. To je lekcija, ki se je nismo učili v šoli, še manj doma. Dejansko tega nas niso učili. Kako imeti sebe iskreno rad? Naučili so nas ravno nasprotno, da je prav, da se kritiziramo, da je prav, da pašemo v neko škatlo, da je prav, da pozabimo na svoje želje, na svoje občutke in tisto, kar je pod preprogo, boljš, da je tam, kot pa da bi, mogoče ljudje kaj govorili o nas. No, v glavnem, 10 korakov ljubezni do sebe je dejansko povezan s tem, kako mi dvigamo svojo vibracijo. Ker naša vibracija, vsak korak, ki vam ga bom danes razložila, je zase pomemben in ko naredimo en korak, se nekaj sprosti. In bolj, ko delamo te korake, ali pa ponavljamo teh 10 korakov, vam povem, to je recept za dvigant vibracijo. V osnovi današnji video govori o tem, kako s koraki ljubezni do sebe dvigant svojo vibracijo. V glavnem prva točka je hrana in pijača, fizično, naše telo. Ljubezen do sebe je povezana s tem, da svoje telo nahranimo na vsakih nekaj ur. Se pravi, da se vprašam in zato seveda lahko uporabljate mišični test in preverite z mišičnim testom, če je določena hrana za vas, če vas podpira, recimo, jaz sem še vedno tukaj tele vafle, ki sem jih zadnjič kazala v videu, to ni hrana. In lahko preveriš, greš v trgovino ali pa imaš nekaj stvar doma, in preverim, recimo, če bi jaz z mišičnim testom preverila za tele vafle, ki res niso hrana, se pravi, se vprašam na ta način. Globoko v sebi občutim, da tele vafli podpirajo moje zdravje. Jaz grem nazaj. To je zame neresnica. Seveda, jaz jem hrano, ki podpira moje telo, jem približno na 2,5 do 3 ure in ja, razumem moje telo, kaj potrebuje. Moje telo glede ne prenaša dobro glutena in tudi vi sami lahko veste, če imate slabo prebavo, mogoče tudi vaše telo ne prebavlja dobro glutena. Potem naslednja zadeva, laktoze minimalno, zaradi tega, ker videla sem, da moje telo oteče, če teh stvari preveč zaužijem in je tako, ta del mi enostavno oteče. Postanem zabuhla, prva stvar pa ustavi se prebava. In če se vam to dogaja, pomeni, da boste dali kakšno skupino živil stran in vnesli v svojo hrano več zdravih, recimo sploh zelenjave, več vlaknin, mogoče podprli svojo prehrano s kakšnim prehranskim dopolnilom, da si dvignete imunski sistem, da nahranite celico. Ampak o tem bom bolj podrobno drugič govorila, ker danes bomo šli čez teh 10 korakov. Naslednja stvar je pijača. Zjutraj, ko vstanete, je pomembno, da začnete dan z 6,5 deci vode. Se pravi, ko vstanete, popijete vodo, zdaj kaj jaz delam, v to vodo dam eno žličko kisa, zraven popijem fiber in to deluje na to, da se naredi v črevesju bariera in pod prvo stene želodca se napolnijo, dobijo informacijo oziroma ta vlaknine pritisnejo na stene želodca in avtomatično dobim informacijo v možgane, da sem sita, da ne rabim toliko hrane. In prvi obrok, ki ga pojeste zjutraj, mora biti beljakovinski. Se pravi, razne banane za zajtrk niso primerne, ker vam takoj naredi glikemijsko reakcijo, dvigne sladkor v krvi in potem vam pade motivacija in enostavno nimate več volje zadelati korake osebne rasti, niti drugih korakov. Tako da ja, seveda, hrana je pomembna, pijača je pomembna in še pri pijači moram govoriti o tem. Alkohol za nas ženske ni primeren. Ampak res ni primeren. Alkohol za nas ženske pa bi rekla, pa se imamo glih tako telo kot moški. Ja, ampak ga težje predelamo zaradi tega, ker imamo naravno
manj mišične mase, težje predelamo te zadeve in za nas ženske, če želimo ohranjati dolgoživost, mladost, energijo, zdrava jedra, zdrave notranje organe, dejansko bi mogle piti alkohol po kapljicah, tinkture. To je edina stvar, kar je za nas za ženske primerno. Alkohol za nas ženske ni primeren. To je mamilo. No, tako da, določena hrana, pijača več, določena pijača manj. Zdaj, kar se tiče hrane, vse, kar ima glikemični indeks nad 40, nam upočasnjuje našo presnovo. In zdaj, če pogledamo, kaj ima glikemični indeks nad 45, kje boste to najdeli? Minkina kuhinja, recimo, vzamete to knjigo in imate tukaj noter glikemični indeks in lahko preverite načelo srednjega glikemičnega indeksa. Recimo, danes sem ravno za novo knjigo pisala recept zeleni pire. Zeleni pire, recimo, primerjava, narediš zeleni pire, pa noter daš mogoče kakšno začimbo ali pa narediš pečeni krompir. So pomembne začimbe, daš kumino, lahko daš kurkumo in se dodaš peteršilj in se glikemični indeks krompirja, ki je sicer, poslušajte to, pečen krompir ima glikemični indeks 95. To je tako, kot bi si brizgal v kri noter sladkor. Zato je tako pomembno kombinacije, uporabljajte začimbe. No in zdaj za to novo knjigo pišem o tem nasvet za zdravje, pri vsakem receptu nasvet za zdravje, kaj vam priporočam, kako znižate glikemični indeks in predvsem, kako poskrbite, da hrana ne povzroča vnetja v vašem telesu in na dolgi rok kroničnih bolezni. No, potem naslednja zadeva. Drugi korak ljubezni do sebe pa je, reci ja samo takrat, ko si to resnično želiš. Dejansko mi zdaj pade na pamet ena zgodba ene gospe, ki sem jo spraševala, zbolela je za rakom in ko je zbolela za rakom, se je preselila iz spalnice ven, z možem sta ostala skupaj, čeprav je tako prisesan na njo, imata vzpone in pace. In potem sem jo vprašala, pa kako sta pa vidva s spolnimi odnosi, je pa rekla, ja, veš, pride k meni po noč, pa sem rekla, ne, čakaj, zvečer gresta skupaj spat, pa se ljubita in tako naprej. Rekla, ne, on pride po noč k meni, pa stisnem zobe, pa počakam, da mine. Ne, tega ne moreš delati. Tega ne moreš delati, ker tvoje telo je tvoja last. In veste, kaj mi pa je rekla? Jaz se bom kregala z njemu. Ja, postavlja se bolj zase, ker to je tvoje telo. Tvoje telo ne more biti na razpolago nekomu, da zadovolji svoje potrebe. Se pravi, rečeš ja takrat, ko res ti želiš reči ja. In druga stvar, rečeš ne takrat, ko nekaj ni v skladu s teboj. Pridne punčke ne rečejo ne, da? Pridne punčke so rade tiho, pokimajo in ja, in takrat, ko bi bilo čas, da reči, ne, to pa meni ni všeč, se bomo zdaj zaradi tega kregali, pač naredim. In zdaj to je ena zadeva, kar se morate naučiti, drage dame, naučiti, da postavljate meje. Postavljaš meje, dokje lahko kakšen človek gre. Ampak ne iz žrtve, da si ti žrtev in zdaj boš iz svoje luknje streljala na vse, ampak iz svoje moči. Ker le, ti si kraljica na zemlji. Ti si kraljica. In ti kot kraljica rečeš ja, rečeš ne. Si boginja, ki odločaš. Se pravi, moraš točno vedeti, kaj si ti želiš, kaj je v skladu s tabo. Vzgojene smo bile, moja generacija, mlajše ženske sicer ne, ampak moja generacija in starejše, stisni zobe, potrp,
bod tiho, bod zadovoljna, da je tako, kar bi bilo lahko še slabše. Jaz sem to slišala milijonkrat v svojem življenju in to mi je neprestano ponavljal moj oče. Sam bod tih, potrp, samo da se ne bo kdo kregal zaradi tebe, samo glavo sklon in vse bo v redu. Ne, ni res. Takrat, ko te nekaj moti, jasno poveš, da te moti. Poveš, če ne zmoraš povedati, da si jezna, da streljaš, napišeš pismo in poveš. Takrat, ko je bilo to in to in to, sem jaz občutila to in to in to in zaradi tega se sedaj počutim na ta in ta način in predlagam tako in tako rešitev. Preprost. Res preprost. To sem jaz uporabljala, ko sem imela težavne odnose. Zdaj sem se že naučila, da takrat, ko nekaj mene ne podpira, enostavno stopim, ali pa mogoče najprej message napišem, stopim do ljudi in rečem, želim, da se v tej in tej zadevi pomenimo. Tako, to je lekcija ljubezni do sebe. Naslednja lekcija, 4. lekcija ljubezni do sebe, pa je, da si odpustiš. Za kakšno stvar, ki bi jo danes naredila drugače. Za kakšno besedo, ki jo danes mogoče ne bi izrekla. Za kakšno dejanje, ki ga danes mogoče naredila. Pa mi spet pride na pamet zgodba ene gospe, prišla je k meni na svetovanje, prebolela je raka na prsih in dejansko si ni mogla odpustiti to, da je naredila splav. In a veste, koliko zgodb žensk poznam, da zbolijo za rakom na prsih, ker si ne morejo odpustiti splava. O tem sem pisala v knjigi, Ko ima življenje žur, o splavu. Tudi pač v drugih knjigah sem o tem pisala, ampak v glavnem prva stvar, ženska, če si naredila splav. Tudi to isto velja za moške, ker da otrok nastane, sta oba dva enako udeležena. Sam ponavadi se ženske s tem ukvarjajo. Se pravi, če si naredila splav in si tega ne moreš odpustiti, prvo stvar, narediš grobek temu otroku rojenemu in mu daš ime. Ti točno veš po svoji intuiciji, ali bi se rodil fantek, ali bi se rodila punčka, narediš nekje grobek. Ni važno, kje je to v gozdu, je to na vrtu, lahko je en kamenček in nekje prižgaš svečko in rečeš, dušica tega in tega otroka, hvala, ker si z mano. Hvala, ker si me izbrala za svojo mamo, čeprav si vedela, da se ne boš rodila. Ja, glejte, kako se boste osvobodili? In zdaj gremo najprej ljubezen oziroma odpuščanje sebi. Meditacija za odpuščanje sebi. No, povabilo, to bomo delali v okviru moje šole, ki jo začnem 7. oktobra. Meditacija za odpuščanje sebi pa gre na ta način. Jaz in ustaviš svoje ime, pozdravljam dušo v sebi. No in to seveda vse delamo skupaj. Zavedam se, da sem otrok stvarnika. Zavedam se, da sem neizmerno ljubljena in v popolni Božji zaščiti. Dovoljujem si, da je moj svet miren, dovoljujem si, da je moj svet srečen. No in ko večkrat to ponoviš, to meditacijo, to je v knjigi, Ko imajo duše žur, dejansko svojo zavest napolniš z novo energijo odpuščanja. No in druga zadeva, naslednji korak ljubezni do sebe pa je, da odpustiš ljudem, katerim ni moč odpustiti. To je pa težko. Ker se mogoče še odpustimo. No, nekateri pa se ne morajo. So pa tako, da sebe mora kaznovati, sebi zadajati rane. Sebi mora vzeti. Ne vem, če veste, kaj je gajžla, ampak gajžla je tanka šiba, ki so jo nekoč uporabljali za konje. Preganjati. V glavnem gajžlarija. Ne moreš reči, da je to šiba, ker ni šiba, to ni isto, ampak je tanka leskova veja, ki fajn užge. V glavnem, nekateri imajo potrebo potem, da sebe
kaznujejo zaradi tega, ker nekoč niso zmogli biti v stanju ljubezni in sočutja. Zdaj pa druga zadeva pa odpusti drugim. Ker kolikrat sem slišala stavek od drugih ljudi, tega mu ali pa ji ne odpustim do groba. Ta zamera te ne pelje v grob. Ti, če ne odpustiš, imaš mlinski kamen okrog svojega vratu, ki te vleče navzdol. No in kako zdaj odpustiti sebi? To je meditacija za odpuščanje, je v knjigi, ko ima življenje žur na strani 336. In tukaj, glejte, odpustiti ne pomeni, da moramo pozabiti na narejeno krivico. In tudi ne, da se ne smemo zavarovati, da nas v prihodnje ne bi prizadeli. Ampak odpuščanje vas sprosti in osvobodi. Pomembno je, da odpustite sebi. Če odpustimo sebi, si podarimo mir in si omogočimo, da smo bolj ljubeči do vseh okrog sebe. In potem naprej molitev za odpuščanje. Bog, prosim, odpusti mi za vse moje pomanjkljivosti, vse napake, ki sem jih storila. Podari mi milost, da bom lahko odpustila tistim, ki so me prizadeli. No in potem je meditacija za odpuščanje. Jaz pa ostavi svoje ime, pozdravljam dušo v tebi. Oziroma, ustaviš, jaz pa spet daš svoje ime, pozdravljam dušo v tebi, oba sva otroka stvarnika. Prosim, odpusti tudi ti meni, naj se najin odnos napolni z energijo čiste ljubezni. Odpuščanje pomeni, da spustiš nakopičeno energijo. Zdaj ne vem, če ste gledali film Koliba, ampak meni je to en od boljših filmov, tudi prebrala sem knjigo, in notri zgodba, serijski morilec je umoril 6-letno punčko. In oče po tej smrti je padel globoko zamero do storilca, predvsem pa do Boga, ker je dovolil tako krivico. In potem se je vrnil oče na ta kraj zločina, srečal tam Boga. In veste, stavek, ki mi je vstal nekje, ko reče Bog, ampak s tem storilcem, pa tudi svojim očetom, ki mu ni mogel odpustiti, se bosta srečala v drugačnih okoliščinah toliko časa, da bo prišlo bo do izravnave. In jaz verjamem, da popravljamo ponovi vajo z ljudmi, kjer ostanejo zataknjene energije. In z ljudmi, s katerimi ostanejo zataknjene energije iz preteklih življenj, v tem življenju so najbližji ljudje, ki nas držijo za vrat. Zato odpustiti drugim v tem življenju za vse besede, kar so nam rekli, kar so naredili, kar bi mogli narediti, pa niso naredili. Odpustiti drugim, zato da imamo lahko v sebi mir. In zdaj, zakaj srečamo te ljudi? Zato, ker imamo iz preteklih življenj že zataknjeno energijo. A vam povem zgodbo naše družine. Zdaj, mogoče tisti, ki ne verjamete v potovanje duše, se boste zdaj smejali, ampak jaz sem videla celo zgodbo naše družine, predelujemo skupaj eno drugo življenje suženjstva in vloge so zdaj majčkeno drugačne. Ja, vsak dela svoje korake. Recimo, nekdo, ki ne zmore odpustiti, se bo vrtil v zameri. Tega ne, kljubuje. Zakaj že? Ker gre se za to, da spustimo to zataknjeno energijo. Jaz sem tako hvaležna za to izkušnjo moje primarne družine, ker veste, kolikor sem se vprašala, pa kaj jaz delam v tej družini? Zakaj? Zakaj naša družina? Meni je dosti kristalno jasno, zakaj naša družina. In verjemite mi, zakaj vaša družina, zakaj vaši odnosi, vse je že od zgorej dušni dogovor. Če preberete katerokoli knjigo glede dušnih dogovorov, potovanje duš, usodo duš, tam razlaga avtor o tem, da duše, preden pridejo na zemljo,
se zberejo kot v nekakšni telovadnici in se domenijo, katere vloge bodo preigravale, zato da bo prišlo do razrešitve karmičnih vozlov, da se sprosti energija. In ja, odpuščanje drugim je ključna zadeva. Ja, seveda, nam reka prvi korak ljubezni do sebe, ampak eden od ključnih korakov ljubezni do sebe. Odpustimo zato, da sebe osvobodimo. No, to je 5. korak. Zdaj pa 6. korak ljubezni do sebe je povezan s tem, da znaš tudi sebi reči kaj prijaznega, da sebe pohvališ, da sebi rečeš dobre besede, da zjutraj, ko vstaneš, se pogledaš v ogledalo in to, če je frizura tako kot od Einsteina, sebi rečeš: dobro jutro, lepotica, dobro jutro, frajer, kako lepo je, nov dan se je začel. Jaz imam jutranji ritual leta in ta jutranji ritual je povezan najprej voda, tudi zeleno, nam rekam, da jo čisto vsak dan delam, voda, kis, fiber, potem pa prškam svečko, pa rečem: stvarnik, hvala za ta dan. Kaj je ta trenutek pomembno, da ozavestim, vem, kaj mi sporočaš. In vzamem karte, prehod v novo dobo, imam en tak mečken oltarček in potegnem nekaj kart. In če zdaj pogledam, če bi bilo zdaj jutro, prvo je, nebovzeti mojstri te podpirajo. Podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. In to lahko parkrat ponovite. Podpira me vse stvarstvo. Lejte, če me podpira vse stvarstvo, a sem sama? Ne moram biti sama, ker me podpira vse stvarstvo. Jaz sem bitje luči, jaz sem bitje svetlobe. Moje srce je polno brezpogojne ljubezni. In če sem bitje luči, lejte, sijem zaradi tega, ker drugače ne more biti. In jaz sem človek, sem bitje svetlobe, ki deluje v dobrobit vseh. In če si to parkrat ponoviš, nekaj se bo zgodilo v tebi, da želel boš dodajati vrednost, dodajati svetu vrednost, dvigati vibracijo svojo, ljudi okrog sebe. In avtomatično, če si človek, ki deluješ v dobrobit vseh, drugače ne more biti, kot da dodajaš. No, tako da se pohvališ in s sabo govoriš lepo. In takrat, ko sabo ne zmoreš govoriti lepo, pomeni, da si po vsej verjetnosti zasvojena z premlevanjem bolečih dogodkov, ki so se zgodili 40 let nazaj. In takrat se ti je zgodila neka krivica. In kaj zdaj? Živi naprej. Vedno, ko pokažemo na druge ljudi, 3 prsti kažejo na nas. V nas je vsa moč, da lahko naredimo spremembe in imate moč v sebi delati spremembo. Ampak začnite pri sebi, daj sabo govor prijazno. No, naslednji korak, 7. korak, ljubezni do sebe pa je povezan s tem, da drugim ljudem dovoliš, da te včasih pocrkljajo. Zakaj? Zato, ker si vredna. Zato, ker ti pripada vse lepo. Veste, nam nikdar pozabila nekoč, ko sem bila še doma, v 80-ih letih, je bilo tako, če je kakšen prišel na obisk, je bilo zmeraj tako: pa ne, se ne bilo treba, ne, tega pa ne bomo sprejeli. In sem se učila potem v odrasli dobi sprejemati. Da če nekdo mi nekaj podari, enostavno rečem hvala. Ker glejte, kako naj vam vesolje da vse dobre zadeve, če ne sprejmete, če ne znate sprejemati niti od ljudi. Če vam nekdo nekaj prinese, pa reče, pa se ni treba. A ni zadosti, da rečeš hvala. Hvala, ker si se spomnila name. In če tega ne rabiš, lahko nekomu podariš naprej. Pač, a ni krasno sprejemati, da dovolj, da včasih nekdo kaj skuha, da nekdo nekaj pospravi, da dovolj, da te ljudje v tvojem življenju pocrkljajo in ti naredijo nekaj dobrega. Se pravi, to je
7. točka ljubezni do sebe. 8. točka ljubezni do sebe pa je, da sprejmeš, brezpogojno sprejmeš svoje telo. Jaz ne poznam človeka, ki ne bi na sebi kakšno stvar spremenil. Predvsem ženske smo briljantne v tem, da kaj ni v redu. Če ne drugega, nekje malo celulita, če ne drugega, nekje neka guba, nekaj je, kar bi bilo treba spremeniti. A pa ne bi bilo lepo začeti s svojim telesom govoriti res prijazno. In biti hvaležna za to, da te nosi okrog, da si gibljiva. Vsak od nas ima kakšno stvar, zaradi česar je lahko hvaležen. Tudi če te boli celo telo, nekaj je sigurno takega, zaradi česa lahko rečeš, to je pa krasno, hvala moje celice, kar mi služite. Potem naslednja stvar, 9. točka ljubezni do sebe je, da si urediš dom tako, da se počutiš dobro. Kaj to pomeni? Da si nekje urediš en kotiček mogoče, ki je tvoj, ali pa en oltarček, ki je tvoj, ali pa da v dom urediš tako, da vibrira skupaj s tabo. Recimo, veste, zakaj sem jaz začela slikati? Ne to sliko, ampak podobno. V glavnem, te velike slike sem začela slikati, ko sem bila še v Škofji Loki in stene so bile prazne. In sem želela dati na stene svojo vibracijo. Ker enostavno, če kupuješ slike, to je drago, če kupiš platno, pa barve, pač nekaj namalaš. In ne vem, glejte, to je ena stvar, ko sem jo zadnjič slikala, glejte. Tako. In pol gledam to sliko, pa rečem, bom dodala še mečka zlate barve, sem načeloma je zdaj ta zaključena. Nimam pojma, a jo bom komu za rojsten dan podarila, a jo bom nekam obesila, ampak rada imam te stvari, kar dviga vibracijo. In to je meni všeč. Ja, kaj vam dviga vibracijo? Kaj mora biti v vašem domu? Mogoče kakšna roža, mogoče kakšna barva, mogoče vzamete pač čopič in prebarvate steno na neko barvo, na rumeno, na oranžno, na rdečo, ne nazadnje. Pač dodate barve v svoj dom, ker vam bo to avtomatično dvigalo vibracijo. Uredite si dom tako, da boste v njem uživali. To je zelo pomembno, ker, glejte, vse je vibracija. Jaz poznam ogromno ljudi, ki imajo radi pač dom kot iz škatlice, da je vse sterilno. Jaz nisem taka. Jaz imam rada, veste kaj rečejo otroci, cozy. Se pravi, da je tako, da je prijetno, da tudi če ni idealno, tudi če je tam nek kupček knjiga ali pa nekaj, je domače. In ta vibracija domačnosti, jaz se moram dobro počutiti v mojem domu. No, potem naslednja stvar pa je 10. korak, da si vzameš čas za to, da razveseljuješ svojo dušo. Ja, zdaj pa ne boš, da napišeš, kaj osrečuje tvojo dušo. Kaj je tisto, ki vnaša res lepe vibracije v tvojo dušo. Za nekoga je molitev, za nekoga je ples, za nekoga je poslušanje glasbe, za nekoga je kuhanje, za nekoga je kvačkanje. Glede, kaj vnaša dobre vibracije v tvojo dušo. Za nekoga je narava, za nekoga so sprehodi, za nekoga je vrtičkanje, za nekoga pitje kave s sabo ali z ljudmi, ki jih imate radi. Kaj osrečuje vašo dušo? In morate biti jasni, kaj osrečuje vašo dušo, in tega delajte čim več. Ampak povem, kaj ta trenutek osrečuje mojo dušo. Mi imamo piščančke, 6 piščančkov, in ti piščančki niso več piščančki, ampak so male kure. Tako da, pač tako, male kure. In toliko so
zanimivi, ker še vedno pa spijo pod koklo. In da vam povem, da ko zvečer grem pogledat, so tako smešni, ker kokla pač jih ne more več pokriti, ker so že tako veliki, ampak še vedno spijo pod koklo. In to je ena taka zadeva, ki se enostavno mi je smešno, res mi je smešno. Kaj osrečuje mojo dušo? Ples. To je ena stvar, kar imam rada. In šla sem probat na skupinske plese, to ni zame. To ne bom delala, ampak vem, kaj osrečuje mojo dušo. Da si naštimam glasbo in plešem. Ali pa da grem, recimo zadnjič je bilo v Izoli, Kobana, kaj s vem, en ansambl iz Kobanski, iz Trsta. Toliko je bilo dobro, taka dobra vibracija. In sem že parkrat šla tudi v Trst poslušati salso, pač noro dobro je. In meni je to všeč. Meni je to všeč. Grem tja in sem vam dober in pridem smejoča nazaj. Kaj osrečuje vašo dušo? Vsak teden bi mogli nekaj narediti, da osrečimo svojo dušo. Ker glejte, ko naša duša v našem telesu začne trpeti, zbolimo. Zbolimo za rakom, zbolimo za avtoimunimi obolenji. Kaj osrečuje tvojo dušo? Zdaj pa slišim, kaj bojo pa ljudje rekli? Briga me. Ljudje zmerom nekaj rečejo. A zdaj bom pa kar sama šla. Ja, če nimaš družbe druge, pa greš sama, a ne, kje problem? Poišči tisto, kar osrečuje tvojo dušo in to delaj enkrat na teden. Samo enkrat na teden, eno urco, 2 urci, da se osrečiš. Zato, ker si vredna vsega dobrega. No, tako da to je teh 10 korakov ljubezni do sebe. Ja, ki smo začeli pri hrani, pa pri pijači, ampak 10. korak, mogoče še bolj pomemben, hrana pa pijača, to, da osrečuješ sebe. No, zdaj bomo pa šli še na nekaj sporočil, da vidimo, karte prehodu na vodovo smo že pogledali, ampak vseeno, da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča za vas, ki gledate še vedno tale video, kaj je za vas ta trenutek pomembno, kaj vam sporoča stvarstvo, kaj vam želi sporočiti stvarstvo in na kaj bi mogli biti pozorni. Danes govorimo o ljubezni do sebe, se pravi pri ljubezni do sebe, da vidimo. Vsak človek, ki pride v tvoje življenje, ta prav, poskušaj najti neko večjo sliko, neko sodelovanje, nekaj, kar te poveže z razumevanjem. Poslušaj svoj notranji glas, ta ti itak govori in želim ti pokazati tole sliko. Poglej, notranji glas, notranja voda, notranja radost, notranji mir. Se pravi, ta ljubezen do sebe je povezana s tem, kaj te povzroča več dobrih občutkov tebi noter. Ne vem, kakšen dober film, komedija, da se smejiš. Midva sta malo hčerko z Anjo, sva v zadnjem času gledali 2 filma, ki sta povezana, ki sta iz 80-ih let, 90-ih. Pač tako dobra knjiga, lahkotne komedije. Enostavno se nasmejiš zraven, od srca nasmejiš in je dober. No in zdaj pri tej ljubezni do sebe ne moreš sklepati kompromisov. Mečkan ljubezni do sebe, malo bom potrpela, malo bom stisnila zobe, pa bo boljš. Pri ljubezni do sebe ne moreš sklepati kompromisov na račun sebe. Ne moreš. Ne moreš. Ker sebe, svoje telo, svoje duše ne moreš prinesti okrog. Vedno boste spregovorila. Vedno spregovorita. Ti začne padati imunski sistem, dobiš bolezen, te doleti bolezen. Ne pridelamo si bolezen. In dovolj si potovanje. Nove pustolovščine. Dovolj si, da greš naprej s tokom življenja. Ja, in zanimiv te dve, ki zmerom gresta skupaj, boj pa Lejte, kaj nam dela Programi družine. Ja, in zaradi tega ta
šola, ki jo pripravljam zdaj za 3 mesece, utišati Druga, boj, mora se boriti. Ja, predelali bomo tudi vzorce družine, duše, ki je povezana s tem, moram biti v neprestani borbi. Sama sabo, z ljudmi okrog sebe, z okoliščinami, z vsem moram se boriti. Gremo še na tele. Prav, da vidimo stvarnik za tole dušico, ki dela korake, ljubezni do sebe. Kaj je ta trenutek prav, da ozavesti? Podzavest. Luna, kaj je skrito? Čustva. Kaj je tisto v tvoji podzavesti, ki ti pa vse ne dovoli, da bi svobodno ljubila najprej sebe? Skozi mene gre mamin glas. Pa ne od moje mame, od vaše mame, od mam. Program družine, ženska linija, a ne čustvovanje itak z ženskami povezan, kako bi ženska mogla biti. Ja, čas je, da se potopiš v to, da začneš delati na tem, da močno delaš na tem, in če si na nekem področju svojega življenja čist dotrajana, čisto utrujena, pomeni, da je res čas, da nekaj narediš v tej smeri ljubezni do sebe. Še eno sporočilo, čas je za ustvarjalno energijo, za povezovanje, za delanje korakov naprej, v glavnem, da slediš svoji sreči in tam je sigurno prava pot zate. No, tako da, hvala, ker ste z mano. Veste kaj, vesela bom vsakega komentarja spodaj, vesela bom vsakega lajka, vesela bom, če se vpišete na moj kanal. V glavnem, v vsakem primeru hvala, ker ste z mano, ker veste, to je eno tako lepo skupnost gradimo na mojem YouTube kanalu in res z veseljem to delam. Tale video bo tudi objavljen na TikToku, tam bomo pa videli, kam bomo prišli, ampak v vsakem primeru rada delam to, kar delam, in takrat, ko čutim, da posnamem video, z veseljem se usedem, posnamem in jaz upam, da vam vsem mečkano v vašem življenju pomagam, da živite bolj zadovoljno, bolj srečno življenje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in se vidimo v naslednjem videu.